čemu daj. Pesmica naša srca oglaša, Božja ljubezen prenaj iz nas. Pozdravljeni otroci, danes je že 30. dan Šmarnic in smo že čisto na koncu. Pa preden obnovimo, kaj je bilo včeraj, pa začnimo s križem. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Včeraj ste govorili o romarju in o svetniku Svetemu Roku iz Francije, ki je bogato dediščino, ki so mu jo zapustili starši, razdelil med reveže in se je odpravil na romanje v Rim. Ko je izbruhnila pa kuga, je skrbel za bolnike in kasneje tudi sam zbolel. Osamljen je ležal v gozdu in angeli so mu nosili pijačo, da ne bi umrl od žeje. Pes pa mu je iz bližnjega gradu nosil kruh in meso, da ne bi umrl od lakote. Današnja zgodba pa ima naslov Programer za nebesa. Serafinček, govoriš nam o svetnikih, ki so živeli pred 100 in več leti. Kaj pa danes? Je v nebesih kakšen svetnik, ki je živel v današnjem času? Je zanimalo Manco. Seveda je. Nedolgo nazaj, pred 15 leti, je prišel v nebesa zelo mlad svetnik. Ko je umrl, je bil star komaj 15 let. To pa je res sodoben svetnik, se je strinjal Peter. Imenuje se Carlo Acutis. Po rodu je Italijan. Za svoja leta bil je še otrok in bil globoko veren. Vse ljudi okoli sebe je presenečal s svojo vero in predanostjo Bogu. Podobno kot je Jezus v templju. Bil je star šele 12 let, pa se je pogovarjal z največjimi učenjaki Svetega pisma, je dodala Manca. Res je, podobno kot Jezus v templju, se je strinjal Serafinček. Zelo rad se je udeleževal svete maše. Ko so ga spraševali o tem, je dejal, da je Evharistija njegova avtocesta v nebesa. Kako posrečena izjava, se je zasmejala Manca. Na mašo nisem še nikoli tako pogledala. Poleg tega pa je bil zelo nadarjen računalniški programer, je nadaljeval Serafinček. Sestavil je posebne računalniške programe za versko vsebino in odgovori na verska vprašanja. Tamara je zanimalo, ali ni igral igric? Ne, je odkimal Serafinček. Danes je za večino otrok računalnik sredstvo, da pobegnejo pred resničnostjo. Mnogi postanejo močno zasvojeni z računalniškimi igricami ali spletom. Carlo pa je računalnik in sodobno tehnologijo videl v čisto drugačni luči. Razumel je, da je tudi računalnik lahko v službi širjenja evangelija in močno se je trudil, da bi to tudi uresničil. Toda praviš, da je umrl še skoraj kot otrok. Torej ni imel veliko časa, da bi razvijal te programe, ga je prekinil Peter. Res je, umrl je, ko je bil skoraj še otrok. Vendar je v tem kratkem času toliko naredil za Božje kraljestvo, kot mnogi kristjani ne naredijo v celem svojem življenju. Tudi ko je zbolel, je na svojo bolezen gledal kot na nekaj koristnega. Kako je bolezen lahko koristna? Se je čudila Tamara. Dejal je, da hoče svoje trpljenje darovati Gospodu Jezusu za papeža in za cerkev. To so bile njegove besede, ki jih mnogi težko razumejo. Tudi jaz jih ne razumem, je pokimala Tamara. Dejal je tudi, da ne želi iti v vice, ampak naravnost v nebesa. In to se je tudi zgodilo. Ko je umrl, je prišel med svetnike, ki se veselijo v nebesih pri svojem očetu. Kako lepa smrt, je vzdihnila Manca. Pred to smrtjo je veliko trpel. Težko je sprejeti bolezen, za katero človek ve, da ni zdravila in da se bo moral zaradi nje posloviti z tega sveta. Carlo je imel takšno močno vero, da na smrt ni gledal kot na konec, temveč kot na nov začetek večne sreče. Jaz ne vem, če bi lahko tako gledala na bolezen. Moja vera je za kaj takega prešibka, je iskreno priznala Tamara. In še današnja naloga. Zmoli, da bi se mladi modro odločili za dobre reči. Pa še zmolimo eno molitev.
Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Sveta Marija, prosi za nas. Podoba pravice, prosi za nas. Sedež modrosti, prosi za nas. Začetek našega veselja, prosi za nas. Posoda duhovna, prosi za nas. Stolp Davidov, prosi za nas. Lepo se imejte in se vidimo jutri. Šmarice,